Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobro večer in dobrodošli v današnji Kronike tedna. Danes je Kronika tedna ravno na Božič, zato vam vsem skupaj še enkrat s kranjskogorske televizije ATM TV želimo vesel Božič. Ta teden je kranjskogorski župan Janez Hrovat obiskal oskrbovance doma upokojencev dr. Franceta Bergla na Jesenicah in doma Viharnik v Kranjski Gori. V kulturnem programu so nastopile članice pevskega zbora Društva upokojencev Dovje Mojstrana, Mira Smolej, Mira Stopar-Bunjevac in Darinka Tarman, ki je prireditev tudi vodila. Lepo je se udeležiti telih prednovoletnih srečanj, iskrenost, veselje, tudi nekaj zaskrbljenosti zasledimo v očeh teh naših občanov, ki jesen svojega življenja prebivajo v domovih, tako v Viharniku kot v domu Franceta Bergla, tako da kljub vsemu pa je za mene to res izreden dogodek, skupaj izmenjamo kakšno modro, skupaj se poveselimo, skupaj se spet pripravimo na novo leto, ki se bliža. O sodelovanju z obema domovoma pa župan pravi. Občina z obema domovoma sodeluje ne samo preko teh daril, ki ste jih zdaj videli, ampak občina donira tudi vsako leto neka sredstva, s katerimi pa se upravljalci domov odločijo, kako. Letos vem, da so kupili neke invalidske vozičke, neke blazine, ki jih uporabljajo za dnevno nego, tako da oni najbolj vejo, kaj rabijo in jim prepuščamo odločitev. Letos je kranjskogorska občina obdarovala 169 starejših. V domu Viharnik je trenutno 34 občank in občanov, v domu dr. Franceta Berglja pa 21. V četrtek so se na 17. redni seji še zadnjič v letošnjem letu zbrale svetnice in svetniki občine Bohinj. Najpomembnejša točka je bila sprejetje proračuna za prihodnje leto in s tem tudi prosta pot za številne projekte, ki jih imate v načrtu za prihodnje leto. Ja, res je, proračun je sprejet, s tem dana podlaga za to, da se lahko pristopi k realizaciji projektov, ki so planirani v letu 2017. Ni jih malo, tudi nekaj večjih. Dejstvo je da so projekti razpršeni po celem Bohinju. To pomeni, da se nismo osredotočili samo na en konec Bohinja, ampak skušamo pokrivati celoten Bohinj. Jaz mogoče bi rad omenil te največje, ki prihajajo, ureditev parkirišča pod Voglom, projekt obnove Triglavske ceste, predstavitev ceste na Rju, to pomeni ureditev parkirišča, potem je sekundarna kanalizacija v Češnici, potem tukaj noter so povezovalni kanal Zgornja Bohinjska dolina, investicija v javno razsvetljavo Stari Fužini Stodorju, obnova infrastrukture na Brodu, naprej ureditev vaškega jedra v Stari Fužini, ureditev parkirišča v Bohinjski Bistrici, potem modernizacija nadaljevanja kolesarske steze z možnostjo preko Senožet, potem je obnova vodovoda na Brodu, potem želimo urediti tudi vrsto nabrežin na vodotokih, potem je tukaj povezava čistilne naprave z Nemškim Rovtom in Bohinjsko Bistrico, potem so asfaltiranja lokalnih cest, krajevnih cest, pločnik na Kamnah oziroma na Poljah, potem ob Jelovški cesti pločnik, potem je tukaj še ureditev Mlake na Nemškem Rovtu, ureditev igrišča v Jereki, je žal izpadla zaradi amandmaja, ki je bil dan na sami seji.
Potem želimo vlagati tudi v smučarski center na Poljah in še energetsko sanacijo zdravstvenega doma in še druge manjše investicije, ki nas čakajo v naslednjem letu. Tako da lahko rečem, da je proračun investicijski, da težimo k temu, da se izboljšujejo pogoji življenja v Bohinju, da skušamo seveda največ narediti na infrastrukturi, kar je tudi pogoj za to, da se lahko odpirajo kakšno območje, za to, da se lahko gospodarstvo razvija, kar je pomembno. In mislim, da bo počasi v Bohinju, da bomo z leti pač dosegali nivo, ki ga Bohinj zasluži. To pa je, da je ena boljše urejenih občin v Sloveniji, kljub dejstvu, da smo veliki, da imamo malo število davkoplačevalcev, pa mislim, da se z leta v let stanje izboljšuje. In moja želja je, da se počasi res te pogoji življenja izboljšujejo, da imajo ljudje možnost razvoja gospodarskega in na področju turizma, in na področju kmetijstva, in na področju gozdarstva, tudi industrije kot take. Tako da, ja, jaz sem vesel, da smo konec koncev ta proračun sprejeli in da imamo na občinski upravi zeleno luč za to, da gremo v investicije. Bila pa je to tudi zadnja seja pred prazniki in to je priložnost za voščila. Ja, res je, konec leta smo, to je čas praznovanja, čas veselja, čas zabav. Jaz moram reči, da smo se mi potrudili, jaz upam, da bojo ljudje zadovoljni. Mislim, da je pestro dogajanje koncem leta in v dvorani Danica, kjer imamo dobre ansamble, bi po domače rekel. To je kar nekako tradicionalno že številčnost ljudi, ki so v Bohinju ali pa ki pridejo tudi iz Bleda, z Radovljice na naše prireditve, nas potrjujejo temu, da delamo prav. Skratka, je pa to tudi prilika za voščila, za lepe želje občankam in občanom in moje iskrene želje so, da naj bo miren Božič, predvsem blagoslovljen, in pa da naj ob prehodu iz starega v novo leto izkoristijo možnosti, ki jih je dala tudi občina in Turizem Bohinj, in naj pridejo na prireditve, se poveselijo. In jaz jim želim zdravo, uspešno in pa srečno leto 2017. V osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora so teden začeli s čajanko in božično-novoletnim koncertom. Učenci so skupaj z učitelji ponudili staršem svoje izdelke. To je že tradicionalna božično-novoletna čajanka, kjer so sodelovali otroci in učiteljice od 1. do 8. razreda. Izdelali so veliko različnih izdelkov. To smo v bistvu cel mesec december smo izdelovali različne izdelke, pekli piškote, vse v času pouka. Veliko je voščilnic, potem so darilne vrečke, razni okraski, dekorativni za na okno, za na mizo, potem obeski za na smrečico, pa veliko je tudi piškotov. Z vsem, kar so pripravili, je bil vidno zadovoljen tudi ravnatelj. Ja, jaz sem zelo vesel, da je to tradicionalno na šoli. Namreč ta čajanka je pravzaprav dogodek, kjer učenci in učitelji kar nekaj tednov pripravljajo različne izdelke, se veselijo tega dogodka. To je pred božično-novoletno vzdušje. Na šoli je tudi kar nekaj smrek okrašenih, hodniki so okrašeni, stene so okrašene, okna so okrašene, tako da z veseljem ta dogodek pričakujemo. Veseli smo, da so se odzvali tudi starši in ostali občani. Ponudimo jim izdelke, seveda lahko prispevajo sredstva, kar gre za prostovoljne prispevke, in vsa sredstva bojo namenjena tudi delovanju razrednih skupnosti. Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora je v četrtek gostila hiško eksperimentov, ki je zanimala prav vse, tako otroke kot učitelje. V popoldanskem času pa so medse povabili še starše in stare starše ter ostale občane. Več o tem, kje se je rodila ideja, da v Kranjsko Goro povabijo hiško eksperimentov, pa ravnatelj Milan Rogalj. Mi smo to informacijo dobili preko svetovnega spleta in gospa Andreja Perat se je tudi z nami povezala, predstavila program, nam ponudila ta program. Mi smo takoj razumeli, da gre za zelo zanimiv program
ki bi bil zelo koristen za naše otroke, tudi seveda za občane med 14. in 16. uro. Povezali smo se seveda tudi nekoliko z občino, ugotovili smo, da imamo sredstva v ta namen za raziskovalne dejavnosti in zato bo tudi ta hiša eksperimentov brezplačna in smo enostavno ta program izvedli. Izvedli smo ga pred prazniki, ker je tudi na šoli malo bolj pestro dogajanje, ni več toliko pouka, tako da bi učenci celo dopoldne raziskovali in uživali v tem. So učenci težko čakali tale obisk? Ja, lejte, mi imamo cel teden program, mi smo jih tudi obveščali, da bo tudi v četrta hiša eksperimentov, kar nekaj otrok nas je tudi spraševalo, kako bo to izgledalo, smo jim razlagali, no, danes smo še tudi mi učitelji še bolj podrobno to izvedeli in moram reči, da smo navdušeni. Andreja Perat s hiško eksperimentov potuje po vsej državi. S tem vidi veliko Slovenije, še bolj neprecenljivi pa so odzivi ljudi, predvsem otrok, ki hiško obiščejo. Hiška eksperimentov se je rodila v hiši eksperimentov kot dodatna aktivnost, gre za mobilno aktivnost rojeno 2014. Gre za nekakšnega popotnika, namreč hiška eksperimentov je popotnik, kjer se selimo iz kraja v kraj, iz ene osnovne šole na drugo, iz vrtca na drugo vrtec, iz srednje šole na drugo srednje šolo, namreč smo popotnik. In šole, vrtce za en dan tako spremenimo v center znanosti. Kaj vse ponudite otrokom, kaj lahko poskusijo, morda kateri eksperiment je najbolj zanimiv? Ja, tukaj imamo zbirko več kot 50 mobilnih eksperimentov. Gre za pestrost, namreč hiša eksperimentov je v tem, da širimo svoja obzorja in delamo različne eksperimente, to se pravi, se dotikamo čim večjih področij. Tako da za vsakega posameznika je en eksperiment poseben. Zdaj, jaz izpostavljala ne bi, ampak želim, da doživite tudi vi hiško eksperimentov na tej šoli. Kje ste vse že v letošnjem šolskem letu gostovali? Lahko vam samo v tem tednu povem, glede na to, da je četrtek, smo bili ponedeljek in torek v Koperu, včeraj smo bili v osnovni šoli Kanal, danes smo pri vas, jutri gremo v Prekmurje. Tako da Slovenija je lepa, sploh ki jo odkrivamo in spoznavamo to našo lepo deželo in lepe kraje s potovanjem, s hiško eksperimentov. Velika hiša eksperimentov pa je stacionirana v Ljubljani. Res je, hiša eksperimentov ima sedež v Ljubljani na Trubarjevi 39 in je prav tako odprta za vse zunanje obiskovalce tekom vikendov in prazničnih dneh. No, mi še vedno ostajamo v osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora, kjer so v petek pripravili zabavno dopoldne s plesom, srečolovom, družabnimi igrami in palačinkami. Danes zaključujemo večdnevno dogajanje na šoli, ki je bilo povezano tako z učenjem kot zabavo. Danes je zabavno dopoldne, ki so ga pripravili učenci 9. razreda. Šlo je za bogat srečolov in se zahvaljujemo tudi vsem lokalnim dobaviteljem naših nagrad, se pravi raznih proizvodov, s katerimi smo tudi omogočili srečolov. Pečemo palačinke, prodajamo mafine, imamo šolski ples, tudi tukaj imamo zabavne igre. Tisti, ki zmaga v zadevanju koša, tudi dobi posebno nagrado. Tako da bomo danes zaključili ta prekrasen predbožično novoletni čas in zaželeli učencem, seveda in tudi staršem, krasne počitnice, da se spočijejo, da pozabijo na šolo in zaželeli seveda v letu 2017 čim več dobrih ocen, osebne sreče, zdravja in uspeha. No, tradicionalno so leto zaključili tudi učenci glasbene šole Jesenice enota Kranjska Gora z božičnim koncertom v Ljudskem domu. Prav tako v petek pa je bilo živahno tudi v alpski vasici v Kranjski Gori.
Najprej so na stojnicah pripravili kulinarične dobrote, jej lokalno, okušaj globalno. Sledila je predstavitev živih jaslic v Ledenem kraljestvu. Za konec pa nas je obiskal še Božiček in tiste najbolj pridne tudi obdaroval. V petek je v Ljudskem domu v Kranjski Gori nastopil domači glasbenik Anže in prijatelji. To je bil njegov drugi tradicionalni božični koncert. V dobri uri in pol so se nam predstavili Anže, Čorčip, Gregor, Miha in Lara. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo pregledali seveda pester koledar dogodkov v prihajajočem prednovoletnem tednu. Tradicionalni blagoslov konj in konjenikov bo jutri, torej v ponedeljek ob 10:30 na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori. Blagoslov konj in konjenikov na Dovjem bo prav tako jutri, torej v ponedeljek od 10:30 do 11:30 in sicer na relaciji hiše Parkater in cerkve svetega Mihaela. Božičkov tek po Mojstrani se bo začel jutri ob 17:00 pred Slovenskim planinskim muzejem. Vokalno-instrumentalna skupina Triglavski zvonovi pripravlja božični koncert v ponedeljek ob 19:00 v cerkvi svetega Mihaela na Dovjem. V torek ob 20. uri bo v dvorani Vitranc v Kranjski Gori koncert pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora z naslovom Ljudska zgodba. Kot gostje bodo nastopili Monika Bohinec, Klemen Torkar in Vox Karniola. Vstopnine ni, se gre za novoletno darilo občine Kranjska Gora svojim občanom in ljubiteljem glasbe. Božično-novoletna tržnica Mojstrana bo odprta do 1. januarja in sicer od četrtka do nedelje od 17. do 21. Žive jaslice v Ledenem kraljestvu v Mlačci v Mojstrani so na ogled do 31. decembra ob 16., 17. in 18. Ogledi Ledenega kraljestva pa so možni od 9. do 13. Na trgu Olimpijcev bo v torek ob 18. nastopil Anže. Mešani pevski zbor Kranjska Gora pod vodstvom Matjaža Megliča pripravlja božične koncerte. V torek ob 18:30 v župnijski cerkvi v Ratečah, v sredo ob 18:30 v cerkvi v Podkorenu in pa v petek ob 20. v župnijski cerkvi v Kranjski Gori. Dedek Mraz na trg Olimpijcev v Mojstrano pride v sredo ob 16. Zvočna pravljica Tišina gora, objem srca bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani na voljo za poslušanje v sredo ob 16. Interaktivna predstava Kam je izginil dedek Mraz bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled v četrtek ob 17. Predstava je dolga 25 minut, primerna pa je za otroke od 2 let in pol pa do 8 let. Večer pevskih talentov z gostjo Aleksandro Vovk, finalistko šova Slovenija ima talent, bo na trgu Olimpijcev v Mojstrani v četrtek ob 18. Otroška gledališka predstava Kosmata žaba bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled v petek ob 17. Komedija Bunderla in Godler Show bo v dvorani Vitranc na ogled v petek ob 21.
Gledališka silvestrska predstava Trikrat da bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled v soboto, torej na silvestrov večer ob 19:30. Otroško silvestrovanje v dvorani Vitranc v Kranjski Gori pripravljajo v soboto od 16 do 19. V Rožci nad Dovjem pa bo potekala od 15 do 17. Silvestrovanje za odrasle bo v Mojstrani prvič na trgu Olimpijcev z duom Ritem. V Kranjski Gori pa vas bo zabaval Shakespeare Band. Na pohod do Peričnika se lahko odpravite v nedeljo ob 18. Monokomedija Matjaža Javšnika Striptease bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled v nedeljo ob 20. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa smo prišli do konca današnje praznične kronike tedna. Lep, miren in veselja poln zadnji teden v letu 2016 želimo in seveda glede na to, da se ponovno spet vidimo v nedeljo 1. januarja, srečno, zdravo in veselja polno leto 2017. Karkoli boste počeli, počnite to s strastjo in imajte se radi.